Gospod Vlasto, sva se pogovarjali o moji novinarski poti. Začela sem na Dolenjskem listu, kako sem prišla na Vzajemnost in o Vzajemnosti, reviji za starejše, o starejših in tudi o tem, kaj mene še poleg novinarstva veseli. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moja današnja gostja je novinarka. Ni zgolj novinarka, je tudi urednica. Pozdravljeni, gospa Jožica Dorniš. Dober dan. Zelo sem vesela, da ste uspeli priti, kajti imate veliko dela. Moram pa povedati to, kar večkrat ponavljam, da sem si sama v mladosti zelo želela postati novinarka. Pa veste, zakaj nisem študirala poleg prava še novinarstva? Zakaj? Zato, ker so mi doma, ker niso vedeli, kako preprečiti, da bi to študirala, rekli, da novinarji umirajo mladi. No, potem seveda sem ugotavljala, da imamo veliko res starih, veliko starejših novinarjev, ki kar živijo in ustvarjajo. Zdaj sem pa na nek način tudi se pogovarjam z ljudmi in tudi z novinarji, ni mi sicer žal, študirala sem pravo, a vendar nekako mi je vedno zelo blizu in tudi rada pišem. Kaj vam je bolje, če rečem novinarka, urednica, kje vam bolj poskoči srce? Dejstvo je, da sem kar dobršen del mojega delovne dobe že urednica in zaradi tega sem bila manj kot novinarka. Vedno se pa zelo rada spomnim na tisti del, sploh na Dolenjskem listu, ko sem začela, ker se mi je zdelo to, da se pogovarjaš z ljudmi, da greš na teren, da raziskuješ nekaj najboljšega in najlepšega. In vsak dan je bil drugačen. Že omenili ste, da ste delali na Dolenjskem, ste torej Dolenjka? Ja, iz Novega mesta? Ja, iz Novega mesta, drugače pa iz vasi za Hmelnikom, Jagodnik, tam tak majhen zaselek bil. In mene je pa v novinarstvo privleklo to, ker me je preveč stvari zanimalo. Lepo. In s čim ste se kot novinarka srečevali? Je bilo kakšno posebno področje vašega dela ali vse, kar je nekako takrat urednik želel? Ja, v manjših redakcijah moraš več ali manj upravljati vse, pa vendarle so bile določene naloge bolj razdeljene. Jaz sem se nekako našla pri socialnih temah. To vam je bilo blizu? To mi je bilo blizu, ne gospodarstvo, pa politiko tudi ne, sem morala tudi delno upravljati tudi z tega področja, ampak najrajše sem imela socialno področje, zgodbe, se pravi, pisala sem o ljudeh, ki so nekako odrinjeni na rob, pozabljeni. Ne bom nikoli pozabila obiska starejše gospe, tam v Podgorju, rečemo mi. Njeno zgodbo bila je med prvimi, ki so ji operirali, naredili stomo v Novem mestu, že takrat je bilo to. To je že veliko let, ne, nazaj. Ja, zdaj je že pokojna. Ampak živela je zelo skromno in to, in veste, ko sem odhajala, ko mi je vse zaupala to zgodbo, ona je bila presrečna, da je nekdo obiskal, pa novinarka, veste, to je nekaj pomenilo. In živela je skromno, ni imela veliko in na koncu mi je 10 jajčk dala in morala sem jih vzeti, ker bi bila zelo užaljena. Meni je bilo tako lepo, no, ko sem odhajala, ker sem rekla, to so taki prvinski ljudje in skromni in dali bi ti vse. Kako so pa reagirali, da so bili pozneje v časopisu ali pa recimo pri fotografiranju? Ste sami tudi to počeli ali ste imeli fotografa s seboj? Ne, smo morali kar biti in fotografi in novinarji. Ja, seveda v dogovoru, ko je šlo za zgodbo, so bili veseli. A veste, da so bili v časopisu. Danes je drugačen čas. Danes vsak objavlja na svojih profilih. Tako. Takrat je pa ni prišel vsak v medij. In zato se mi je zdelo, da delo pri regionalnem časopisu, lokalnemu, je tako zelo pomembno, ker da glas tudi tem ljudem.
pa gledajo, poslušajo, berejo ljudje tudi svoje lokalne časopise, ne zgolj te, ki so modni in vsak dan izhajajo v prestolnici. Zelo se bere in mislim, da lokalna novica je kraljica, tu grejo potem druge novice. In sploh sem jaz opazovala, da ljudje imajo dovolj tega prerekanja, političnega predvsem v teh nacionalnih medijih, in so zelo radi prebrali, kaj se pa v sosednji vasi dogaja ali pa občini. Pa skratka, da se vidijo tudi sami svojo zgodbo v časopisu. No, to me je tako zanimalo, ker potem, ko sem bila urednica, veste, pa razmišljaš, a greš v pravo smer, prav razmišljaš ali prav načrtuješ, da sem se odločila potem tudi za podiplomski študij. Ja. In prav z področja regionalnega, lokalnega tiska in primerjava med Slovenijo, Švedsko in ZDA. Res, a nam lahko kaj rečete, kakšna je med mogoče Švedsko, seveda pa tudi ZDA? Ja, to se pravi, to je nazaj več kot 10 let, ko sem to zaključila, ampak bilo mi je zelo, zelo zanimivo. Dobila sem potrditve, da v bistvu povsem prav razmišljam. Lokalna novica je pa povsod pomembna, je pa odvisno od političnega sistema države in tudi zgodovine medijev in nasploh zgodovine. In ugotovila sem, da nekako najlažje bi živela na Švedskem. Zakaj? Zato, ker je zelo visoka bralna kultura. Tam se berejo časopisi, saj takrat je bilo, da se brala v družini, iz roda v rod je to šlo, visoke naklade so bile. In Švedska je že takrat, se pravi že v 70 letih ugotovila, da prihaja do koncentracije časopisov, kar ni dobro zaradi mnenj, se pravi, da so različna mnenja, barvita in tako naprej. In so takrat poskušali vzpostaviti sistem medijske pomoči na nek način, da bi ohranili tudi drugi časopis v regiji. In so to več let so to delali, izpopolnjevali in dejansko je ta drugi medij dobil pomoč, da je lahko še izhajal, zato da je bilo pač, če je bil en bolj desen, bolj levi, a veste. Da se je uravnotežilo. Tako, da so bili tudi te nazori možni, da so se ljudje lahko brali. No, in časopisi so potem tudi kasneje, ko je Švedska vstopila v Evropsko unijo, je najprej Evropska unija to vzela pod drobnogled, pomoč medijem, vendar z nekim korekcijam seveda so to obdržali. Zdaj je tak ta čas v covidu pokazal, kam tiskani mediji grejo in tudi Evropa se strinja z pomočjo. No, in zelo zanimiva pomoč je bila tudi že takrat nazaj, distribucija. Kar se mi zdi nekako zelo ta prava pomoč, no? Zaradi tega, ker se pravi, vsak medij se mora potruditi, da ima svoje bralce, da ima naklado in da mu ti pomagaš pri distribuciji. Da sploh pride recimo v določene domove. Ne? In mu pomagaš pri toliko nakladi, kot jo ima. Ker se bliža konec tega prvega dela, lahko skočiva samo še v Ameriko, kaj ste pa tam ugotovili? Ja, v Ameriki pač drugačen sistem, ne? Veliko privatne pobude, zasebni časopisi, tako kot so nastajali, družine so, cele družine za tem slonele, zelo zanimive zgodbe. Prav tako se je potem začela koncentracija. To je ena stvar, potem so se pojavljale televizije, lokalne televizije, radijske postaje, ne, in so se ustrašili, zdaj pa časopisov ne bojo brali. In kaj se je potem izkazalo? Da gre recimo televizija, ki je bilo veliko teh programov, da gre bolj v zabavo, entertainment, ne? Časopisi so pa še vedno ponujali lokalne novice. In so bili zanimivi za tisti krog ljudi. Nekako bova zaključili tale del s tem, da bova v drugem delu prešli kar direktno k neki reviji, katere urednica ste. Veliko slik se vrti za nama, tako da gledalke in gledalci lahko že ugibajo ali vedo, za katero revijo gre. Hvala zaenkrat.
Drage gledalke, cenjeni gledalci, še vedno se pogovarjam z gospo Jožico Dorniš, novinarko in urednico posebne revije Vzajemnost. Spet sva tu, torej končali sva pri Ameriki, kako je tam z mediji, zdaj se pa vrniva kar k nam. Kako ste prišli iz Novega mesta v Ljubljano in postali urednica? Javila sem se na razpis. To je bil pač en razlog, drugi je pa bilo, da na Dolenjskem listu sem se začela razhajati z lastniki, skratka različni pogledi in sem si želela spremembe. In kot naročeno je bil takrat razpis, sem se prijavila, zdaj je to že 12 let, kar sem na reviji Vzajemnost. In se mi je zdelo, da je to prava revija. Kot sem vam že prej rekla, sem rada socialne teme spremljala in nekako blizu so mi bili ljudje. In delati za starejše ljudi, ja. Prej vas nisem vprašala, a ste kdaj pokukali tudi k Romom, ko ste bili na Dolenjskem? Seveda. In kaj ste recimo o njih raziskovali? Ja, zgodbe, zelo smo imeli radi pozitivne zgodbe. Ali družina, ki se je uredila, kjer so se zaposlili. Spomnim se, da smo v naselju v Šmihelu, kjer blizu živim, se je krajevna skupnost zelo trudila, da bi dobro sodelovali med sabo in se spoznali. In smo imeli tudi srečanje krajanov enkrat pri njih v naselju, drugič pri nas na Košenicah. Za 1. maj recimo smo skupaj kres kurili. No, in ko smo bili pri njih v naselju, so zelo poskrbeli, so nas pogostili in tako naprej. In se spomnim, ko sem napisala, da bo treba še velikokrat čez progo v prenesenem smislu, ker tisto naselje moraš iti čez progo. V Šmihel. Tako, čez progo, ampak zato, da se spoznaš, ne? In zato, da začutimo, v bistvu smo ljudje, ne? Je pa treba spoštovati določene pravila in tako da. Lepo, da sva izkoristili še to priložnost, ker ste ravno iz Novega mesta. Kako pa je pri Vzajemnosti? Koliko let izhaja? Kakšna revija je bila na začetku? Kako je danes? Naše gledalke in gledalci lahko vidijo marsikaj, marsikatero srečanje, o čemer bova govorili. Torej, kdaj se je začelo? Vzajemnost je začela izhajati leta 1974. Takrat nekako se je tudi specializiral, specialni tisk in revije so se v razvitem svetu začele pojavljati, ampak pri nas smo imeli drug sistem, ne. Ustanovil je to revijo, ne, zdaj je SPIZ, prej je bila Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zato da bi informirala zavarovance in tudi upokojence. To je bila priloga takrat delavske enotnosti. Leta 1985 je pa ta priloga, mesečna priloga, prešla v revijo. Zato, ker so se vsebine krepile, več je bilo strani in tako da od 1985 izhaja v obliki revije, je mesečnik in izhaja v bistvu že 52 let, v 53. smo. No, če neka revija obstaja tako dolgo, pomeni, da se je res prijela med ljudmi, ni je pa videti v kioskih. Ne, od začetka je revija samo za naročnike, tako da jo prejemajo naročniki na dom. V kioskih takrat se niso odločili, zdaj kasneje pa tudi ne bi bilo v redu, predvsem pa se nam je pokazalo zelo v redu v času covida, ker so bralci na začetku, veste, da smo bili več ali manj zaprti doma, ne, revija je pa prišla na dom po pošti in varno v ovitku. Tako, v ovitku in tak paket vsak mesec je obsežna, zato da je cel mesec dovolj branja, predvsem pa ni komercialna. A malo pogledava, čez katere teme greste, kako jih izbirate, o čem vse poročate? Pravzaprav pišemo o tem, kar naj bi nekdo potreboval starejših, ne? Od tega, da pozna spremembe na področju sociale, zdravstva, pokojninskega sistema. Veliko pišemo o zdravju, kako ga ohranjati, kako si pomagati, če zbolimo, ne?
Potem pišemo o prehrani, o zdravi prehrani, o gibanju. Veliko imamo teh namigov. Potem v sredinskem delu imamo pa nasvete tudi naših zunanjih sodelavcev, svetovalcev. Imamo tudi svetovalne telefone za naročnike z področja pokojninsko-invalidskega zavarovanja, premoženjskih zadev, delovnopravne zakonodaje, zdravnico lahko pokličejo naročniki in dobijo pač nasvet. Potem v reviji pa objavimo tako bolj splošne nasvete ali pa nasvete, ki so zanimivi za čim širši krog. V drugem delu pa seveda vrtnarjenje, vrtnarski kotiček, to pa res moramo imeti, o potovanjih, o zgodovini, o dediščini. Veste, starejši se radi spominjajo, kako je bilo včasih. Potem predstavljamo zanimive posameznike, ne samo tiste, ki so znani, ampak preproste ljudi, ki nekateri kar zacvetijo v času penzije, se začnejo ukvarjati z zadevami, ki prej niso mogli, niso imeli časa, ali slikarijo, ali so zbiratelji, ali karkoli takega delajo. Potem imamo tudi digitalni kotiček. To pa je zelo sodobno. Tako pomagamo starejšim, jih opozarjamo, kje je kak problem. In seveda o modi, potem za možgane, razne zanke, uganke, križanke, ja, in seveda tudi ročna dela. Ker je naslov naše oddaje Moja modrost, aktivna starost. Kaj ugotavljate? Kako modri so starejši in pravzaprav kakšne nasvete nam lahko dajo tudi tisti, ki imajo 100 in celo več let? Tako imamo zelo pisano to skupino, se pravi tam po 60, pa 100 in več let, tudi take imamo med naročniki. In veliko modrosti, veliko lahko starejši dajo. Veste, včasih so živeli starejši v družini z mlajšimi generacijami in je nekako to znanje bolj naravno prehajalo. Sedaj živimo bolj ločeno vsak zase in mladi so bolj vešči pri novih tehnologijah. Prav je tako in da imajo ideje vse, vendar izkušnje starejših velikokrat pridejo prav in koristijo. Torej naša ta modrost, ki prihaja s 3. ali 4. življenjskim obdobjem, kar pomembna. Hodite tudi na teren, potujete? Ja, potujemo sicer, želeli bi se še več, ampak imamo pa redna letna srečanja bralcev in prijateljev vzajemnosti. To se nas po 6 avtobusov in več iz Slovenije. 6-letno ali ob enem dogodku? Ne, ob enem dogodku, se pravi tam okrog 300 ljudi. Različno, največkrat ob Jadranu, ker imajo naši bralci zelo radi ta srečanja ob morju. Odpravimo se konec maja, v začetku junija, ko še ni prevroče, pa vendar je že lepo in mnogim je teh 4 dni v bistvu letni dopust, že prej varčujejo, da si potem to plačajo. Tam pa potujemo skupaj, se pravi, in se družimo, imamo predavanja. Ja, tudi to. Na kakšne teme? Recimo letos bomo imeli vrtnarja, to imamo skoraj vsako leto. S seboj peljete gosta. Tako. Letos se nam bo pridružil pa tudi generalni direktor SPIZ-a. Marjan Papež. Ja, on bo pa o novi pokojninski zakonodaji oziroma vse, kar je v zvezi s pokojninami, veste, to ljudi tudi zelo zanima, povedal. Potem imamo pa tudi izlete. Vsak dan se kam odpravimo v tisti okolici. In seveda vedno mora biti en izlet z ladjico. Lepo. Ja, in tam je še posebej prijetno, pa se ribica poje, tudi poje. Ampak je pa velik zalogaj tudi za vas organizirati toliko avtobusov, pomeni toliko ljudi. Bova v zadnjem delu, torej zaključili bova drugi del in v zadnjem delu spregovorili še o tem, o fotografijah, ki ste jih prinesli, pa še o kakšni vaši osebni skrivnosti, ki sem jo izbrskala.
Ponovno lepo pozdravljeni. Smo v tretjem in zadnjem delu snemanja pogovora z gospo Jožico Dorniš, novinarko in sedaj že kar dolgoletno urednico Vzajemnosti. Spet bova se vrnili, tako kot sva v drugem delu že govorili, na vaša potovanja, k vašim potovanjem, ki so čudovita. Kje ste bili najdalj? Mislim, da smo bili najdlje v Neumu, to je v bistvu v Bosni. In nazadnje smo šli dol zaradi tega, da smo si Pelješki most ogledali. Ta nov. Ja, novi. In potem smo raziskovali tudi malce Bosno in Hercegovino. Kdo pa izbira, kako izberete vsako leto ta potovanja? Na vsakem potovanju ob zaključku podelimo anketo, naredimo anketo, anketni list, kjer jih naše udeležence vprašamo, kako so bili zadovoljni, vse od vodenja do bivanja in tudi v reviji, in kam bi pa naslednje leto potovali. Koliko pa je vodičev na taki poti? Ja, vsak avtobus ima enega vodiča, to delamo skupaj s turistično agencijo. Tako da ja, je kar zalogaj. Vedno imamo s sabo tudi zdravnike, in to mlade zdravnike. Ki so gostje ali sorodniki teh? Ne. So prav jih imamo s sabo, za vsak slučaj. K sreči do sedaj nismo imeli kakšnih Nič. hujših zapetljajev, ampak kak padec, pa predvsem pa želimo, da imajo vsako jutro ti mladi zdravniki ambulanto. A res? Ja, in potem pridejo, lahko jih kaj To je pa najbrž zelo zasedena. Zelo imajo to radi, tako da se pogovarjajo z njimi, vprašajo za drugo mnenje. Tako da A so to specializanti ali tisti, ki še obiskujejo medicinsko fakulteto? Začeli smo s temi, ampak zdaj so pa že pravi zdravniki. Ampak radi grejo z nami. In mi je zelo všeč, ker so to mlajši, da se radi s starejšimi družijo. No, to je pa zelo lepo slišati, nisem vedela tega. In recimo, kaj je največja skrb starejših na teh izletih, potovanjih? V bistvu so dosti razposajeni, pa se prepustijo toku. Včasih sem presenečena, recimo kdo težko hodi ali pa ne vem, ob kakih boleznih, pa se odloči za srečanje. In dam jim prav. Imate vedno nove ali so to že tudi stalnica nekateri? Nekateri so že stalni, vedno se pa tudi novi pridružijo. Lani smo imeli kar precej novih. Koliko pa to recimo varčujejo čez leto ali plačajo v enkratnem znesku? Lahko plačajo v obrokih, mi to objavimo tam februarja in potem do junija oziroma maja je čas, da to plačajo. V glavnem vedno imamo kar polne avtobuse, to gre iz cele Slovenije, grejo naši naročniki in različne starosti so. Nekateri so postali tam prijatelji. Lepo. Komaj čakajo. Koliko je recimo najstarejši, ki je z vami potoval, ali najstarejša? Čez 90 so bili, pri Toliko 95-ih, ja. Pa so še kar zdravi. Ja. Torej pravijo, da je osamljenost lahko rak rana tudi starosti. Vi poskrbite, da niso osamljeni, da se veselijo druženja, odhajajo z vami. Tako da tudi na teh fotografijah se potem vidi, kako plešejo, kako zvečer sodelujejo na kvizih, kako radi grejo na izlete. Kratka, to je res lep dogodek. In tukaj naberete tudi morda ideje za kakšne prispevke v vaši reviji? Tudi. Jih pa vprašate? Tudi pa živ stik, veste, drugače je, če imaš naročnika, ker tam pove, kaj rad bere. Torej tudi naše gledalke in gledalci lahko izkoristijo to priložnost, zlasti tisti, ki menijo, da so sami, da se morda kdo od njihovih najbližjih ne ukvarja dovolj z njimi, pa najdejo priložnost. V bistvu prej, kot sem govorila, da ni v prosti prodaji revije. Mislim, da je prav, da povem, da vsakdo, ki nas pokliče in si zaželi brezplačni ogledni izvod, ga dobi brez obveznosti. Vsak se lahko sam prepriča ko revijo, potem pregleda, prebere in če je zadovoljen, se naroči. To je ena najcenejših revij
in bogata z res sebinami, ki jih starejši potrebujejo. Je pa zanimiva tudi za mlajše generacije. Vem, da kjer v družini živijo skupaj, se bere družinsko. No, se mi pravimo, vsi smo ena generacija, pravzaprav nam je starejšim lepo prebrati marsikaj o mladih in zagotovo tudi obratno. Ne nazadnje, skrbite morda tudi sedaj za prihajajočo dolgotrajno oskrbo, boste izdali kakšen poseben priročnik, slišim? Ja, ravno je v pripravi posebna priloga, ki bo na nek način, je lahko rečemo, kar mali priročnik o tem, ko ne zmoremo več sami. Pogledali smo, kakšne pravice nam pripadajo v tem primeru. Vemo, da zakon o dolgotrajni oskrbi se počasi uveljavlja, prav je tako, so težave, ampak prav je, da se te stvari premaknejo naprej. Predvsem pa bo to v pomoč domačim in tudi ljudem, ki potrebujejo pomoč, kako pomagati, na kaj je treba biti pozoren, od nege, oskrbe, o tem, kako, če se kaže demenca, kako miti, kako skratka, take uporabne informacije za tiste res, ki oskrbujejo, in teh je vse več v Sloveniji. Tudi veste, da doma je največ ljudi, tudi starejših, in vsi si želijo biti čim dalj doma. Tako. To je pa zelo zanimivo, da čas ne izteče se prehitro. Bi se vrnila, tako kot na začetku, ko sva govorili, kako ste postali novinarka. Bi me pa sedaj zanimalo, kaj vas v prostem času navdušuje. Nekje sem izbrskala, da ste bili nagrajenka, ampak to v posebni kategoriji, ki je ne bi pričakoval človek, in sicer pri peki potic. A nam kaj o tem poveste? Naše gledalke in gledalci pa lahko celo zmagovito potico vidijo na ekranu. Ja, to je pa res. Bilo je 2017 na Otočcu na prvem festivalu velikonočne potice. Terme Krka so to organizirale. Jaz sem se že večkrat hecala, ker rada pečem. Ne samo potice. Ne samo potice, še ko sem bila pri Dolenjskem listu, sem večkrat rekla, ja, pa enkrat bom pa tudi jaz dala na neko ocenjevanje potico, vendar nikoli ni bilo pravega časa. Na Dolenjskem listu, ko sem bila urednica, smo tedensko izhajali in je zaključek redakcije bil ponedeljek, torek, veste, pa se pa spet vse odvrtelo. Ja. In nekako tudi ni bilo časa. No, ko je pa ta festival bil organiziran, smo pa na uredništvu, se pravi na mail, že pri Vzajemnosti, smo dobili toliko teh obvestil, da to bo, da nisem mogla niti pozabiti. No, in sem razmišljala na izletu z Vzajemnostjo. Smo imeli mesečne izlete, imamo tudi, in takrat smo bili v Avstriji, to je bilo pred Veliko nočjo, pred Cvetno nedeljo, in smo v Celovcu bili tudi v cerkvi in tako. In sem razmišljala, kako potico bi, in tam sem dobila idejo. In kakšno ste spekli? Z 3 nadevi v eni potici. A tako kot potratno? Ne. To so bili v bistvu 3 zvitki, se pravi makov, orehov in pehtranov. In potem to prepleteno sem spletla v kito in dala v potičnik. To pa krasno, še nisem take potice jedla. Je kar zahtevno za narediti. V bistvu je pa vsak košček, ki ga potem odrežeš, drugačen. Ni na enem kosu vse, ampak ko jih režeš? Ne, ker je prepleteno, je vsak malo drugačen. In zakaj sem razmišljala, sem rekla, pa orehovo, mislim, če samo eno pečem, nič kaj posebnega. Bo tudi hujša konkurenca, take pa ni. Razmišljala sem pa o tem, v povezavi z Vzajemnostjo, kako je pomembno, da smo povezani, kako je pomembno, da smo sicer različni, pa da se razumemo in prepletamo. Krasna ideja. Ja, in v bistvu je to potica sožitja. In kar sem pa še naknadno ugotovila, je pa to v bistvu najbolj slovenska potica, ker ima, se pravi, pehtranov, orehov nadev, Prekmurje je bolj znano tudi po maku, skratka v eni potici je tudi barva Slovenije. Ob koncu bi vam rada čestitala za vse. Za vaše delo na Dolenjskem, v Ljubljani,
In sedaj še za potice. Kar nadaljujte, če radi pečete, boste zmagali še v kakšni drugi kategoriji. Srečno vam in vaši reviji. Hvala.